predvsem, da smo se zbrali in se vam tudi zahvaljujem za to vašo udeležbo, da mi danes kot vseživljenjski učenci nekje počastimo teden vseživljenjskega učenja, istočasno se nekaj naučimo na temo, ki je naš problem, se pravi izzivi starajoče se družbe in potreba po medgeneracijskem povezovanju. Zdaj, ker gospoda župana ni, ki nas običajno na začetku pozdravi, jaz prosta Janjo, da to naredi na mesto njega. Cenjena direktorica, gospa Ana Povše, spoštovani predavatelj, profesor dr. Bojan Macuh, nekje v ozadju, spoštovane gostje in vsi sodelujoči. Naj vas prijazno pozdravim na občini Ravne na Koroškem v naši mestni hiši, ki je že zgodovinsko kot nekdaj stara šola nakazala smer naše lokalne skupnosti kot eni tistih, kjer je valuta znanje. Ravne na Koroškem so center mnogih znanj in mnoge željne pridobivanja znanj pripeljajo prav do nas, torej v središče izobraževanja v osrčju Koroške. Da je znanje neprecenljiva vrednota in učenje edina prava pot do boljše, odprte in odgovorne lokalne skupnosti, poudarja tudi naš župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki je žal nujno zadržan zaradi bolezni, zato dovolite, da njegov izostanek iskreno opravičim in vam v njegovem imenu prenesem, da občina Ravne na Koroškem odločno spodbuja in podpira vsa prizadevanja v smeri izobraževanj in učenja, ter da smo ponosni na partnerstvo s podjetjem Smeri, ki so naš dolgoletni partner in so na tem področju orali ledino z implementacijo učenja za življenje v našem lokalnem prostoru. Ponosni smo tudi na to, da sta v naši občini kar 2 koordinatorja tednov vseživljenjskega učenja, Ljudska univerza Ravne in podjetje Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj d.o.o. in da z vami danes že drugič v občini pozdravljamo festival 27 tednov vseživljenjskega učenja. Če povzamem besede, ki mi jih je naročil do vas prenesti župan, vsako osvojeno znanje, veščina in kompetenca omogoča rast. Rast posameznika, rast družbe, rast naše lokalne skupnosti in rast zavedanja pomena ohranjanja vitalnosti našega najpomembnejšega imetja, vedenja. S temo, s katero nas nagovarjate, starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, pa aktualno opozarjate na vso znanje, ki smo ga bili primorani usvojiti v zadnjih letih, ki so bila odmik od vsega ustaljenega in že znanega, ter poudarjate še eno izjemno komponento, sodelovanje, ki ste ga celo nadgradili v povezovanje. Zgolj s povezovanjem znanj, izkušenj in generacij lahko uresničujemo odgovorno družbo znanj v prihodnosti. Tako še sporoča župan dr. Tomaž Rožen. Prejmite iskrene čestitke ob odprtju in čim več učenja in naučenega vsem učečim. Torej, kot je bilo rečeno, smo se mi letos v tedne vseživljenjskega učenja vključili kot tematski koordinator s temo starajoča se družba in medgeneracijsko sodelovanje. S tem namenom oziroma s tem ciljem smo se potem tudi z našimi podizvajalci, ki jih je kar 31, povezali, da so svoje aktivnosti in pa dogodke v tednu vseživljenjskega učenja naravnali na potrebo po vseživljenjskem učenju in tudi oblike medgeneracijskega sodelovanja. Dogodki bojo potekali praktično do konca tedna vseživljenjskega učenja, se pravi v začetku junija. Torej, mi kot koordinator, kot vodja koordinacije pa smo se res izrazito potrudili, da se bi na tem srečanju oziroma da bi našo vlogo našli tem, da se nekaj naučimo v zvezi s tem. Zato smo povabili dr. Macuha in predtem smo pa še naredili analizo oziroma anketo o odnosu naših osnovnošolcev, srednješolcev in pa starejših do medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja. To je pravzaprav projekt naše
študentke Hane Neli Zorčič in bom tudi pol v nadaljevanju ona to povedala, do kakih ugotovitev smo prišli. Res smo vam jih pa pripravili na mizo, tako da vkolikor bi želeli jih se malo pokukati, lahko zdaj kar pogledate. Tako da smo pripravljeni nekje na predavanje dr. Macuha in vas vabim k besedi. Pozdrav na mojem imenu, čeprav me je gostiteljica že predstavila. Prihajam iz Murske Sobote, čeprav nič ne govorim po prekmursko, živeč v Mariboru, rojen v Mariboru, tako da še tretiram do Štajerca. Ampak to danes ni pomembno, pomembno je to, da nas je zapustil najmlajši član današnjega shoda, kar pomeni, da smo na dobri poti, da medgeneracijsko sodelujemo. Tako da v bodoče torej čim več takšnih trenutkov, da povabite med se mlade, da se z njimi podružite, da z njimi pokramljate, spregovorite o težavah njih in tudi nas samih. Takole, ko danes gledam sestavo tega sklica povabljenih, vidim, da smo res kar pisana druščina od vseh teh, ki smo že svetlo pobarvanimi lasmi, kar ne pomeni, da kažemo leta, ki jih imamo, lahko tudi vara. Ne skrivamo teh let, dejansko se zavedamo zgolj tega, da vsi prihajamo po isti poti v procesu staranja, torej nekega procesa, ki je trajajoč, in smo le delček tega danes, kar smo, torej v neki starosti, v tem obdobju staranja. In vesel sem, da sem med vami, vesel sem, ko slišim besede predstavnikov lokalne skupnosti, torej, da ste aktivni, da delujete, da se povezujete. Čim več takšnih, bom rekel, uvodnih misli bi bilo potrebno slišati v odnosu do vseh ostalih, ki jih moramo v zadnjih obdobjih poslušati, torej dajmo se združimo, delamo za skupno dobro, enakovredno obravnavamo mlajše in starejše, brez mlajših ne bo šlo, to so že v davnini poudarjali, brez starejših pa mlajših na veliko srečo njih in zadovoljstvo nas prav tako ne bi bilo. Tako kot starši, kot stari starši lahko bdimo na situacijo, v katero spremljamo v sodobni družbi in ugotavljamo, da je ta res starajoča družba. Torej, družba se stara ne samo pri nas, ker nam je IKT tehnologija, o kateri bom še nekaj kasneje rekel, ponagajala, bom prosil asistentko za prvi slajd in takoj zatem tudi drugega, ker tale graf kaj dosti ne pove. Pove zgolj to, da se ljudje seveda da z ljudje v obdobju svojega staranja postajamo vedno trpežnejši, močnejši, odpornejši in se torej na marsikom leta ne poznajo tako hitro, kot smo se prej malo uvodoma pogovarjali, kot je bilo to v polpretekli zgodovini, ko so ljudje po času upokojitve že kar razmišljali o tem, ali bi si našli kje mesto, na katerem izmed prostorov v vsakem kraju, ki jih imamo, zakupili prostor, celo zapisali imena in priimke gor, samo da so zagotovili čim manj skrbi svojim naslednikom. Jaz mislim, da mi smo vseeno generacija, ki se s tem ne ukvarjamo, torej se ukvarjamo s tem, da se zavedamo staranja, da se pa zavedamo seveda tudi zadovoljstva v času staranja. Zdaj, če se bomo samo ukvarjali s tem, da je hudo biti star, da je starost samo težava, ne samo za posameznika, ampak za družbo kot celoto, potem moram reči, da smo na slabi poti, da bomo uspešni na leta, v obdobju, torej v letih, ki prihajajo, torej v obdobjih 3., 4. življenjskega obdobja. V 4. običajno ne radi govorijo, ker pravijo, da to je že obdobje, ko dejansko prehajamo v fazo 1. življenjskega obdobja, ko bi naj začeli malo skrbeti že za nas, tako kot smo mi včasih za druge, ampak dejansko so pa ljudje danes aktivni torej tudi v 4. življenjskem obdobju, torej obdobju po starosti 80 let in več. Jaz sem prepričan, da jih poznate sami zelo veliko. Zdaj, samo vredno jih je povprašati, po kakšni poti so prišli do teh let.
Kajti, če vas danes nekdo vpraša, ali podpišete za obdobje 80+, da boste lahko uživali in živeli v tistem času pri polni zavesti, pri umu, pri fizični sposobnosti, potem bi verjetno podpisali vsi. Ker pa smo unikumi v družbi, torej vsak zase kot posameznik celota, se težko danes prepričamo, da smo vsi na poti, da čakamo 80+ in še več, ne? In dejansko po podatkih, ki jih imamo, bo asistentka mi priskočila na pomoč, dejansko ugotavljamo torej, da v letu 2060, ki seveda se nezadržno bliža, bo dejansko 30% prebivalstva starejšega od 65 let. Jaz se bojim, da bo to že prej kot 2060, glede na to, da so bili podatki za leto 2015, recimo, da je bilo v Sloveniji in Evropski uniji povprečno nekje enako okrog 18%, danes pa vidimo, da so ti odstotki že za 2 oziroma več kot 2 odstotni točki več. To pomeni, da se hitreje ta življenjska doba podaljšuje, kot so strokovnjaki nekoč razmišljali, ne? Zanimivo je torej, da imamo torej v slovenskem prostoru že od daljnega leta 2003 naprej, torej več starejših od 65 let kot mladih starih do 15 let. Ne? To so zelo zanimiva dejstva, ki nas seveda prepričujejo k temu, da poudarimo, kako pomemben je proces staranja. Ne samo z biološkega vidika, ampak tudi z ekonomskega vidika. Ne? Da to tudi žal, moram poudariti, v obdobju zadnjih 10 do 15 let družba jemlje kot resno sestavno zgodbo družbe. Ne? To pomeni, da je treba razmišljati ne samo zgolj o mladih, na katerih svet sloni, ampak na starih, ki je ta svet postavil. In na veliko, bom rekel, veselje vseeno ugotavljamo, da so začeli dajati poudarek starejšim ljudem, ne toliko vseživljenjskemu izobraževanju, ne? V katerem bi zelo lahko govorili o 2 sklopih v odnosu do vseživljenjskega učenja, ampak bolj torej vseživljenjskem učenju, katerega dan, torej tem tednu ste začeli in naslednjih tednih boste tudi nadaljevali z vsemi aktivnostmi, ki jih imate pripravljene, dajemo poudarek vseživljenjskemu učenju. Sam o tem govorim mlajšim generacijam, torej študentom na fakultetah in le stežka razumejo, kaj tako hudiča pomembnega je pri vseživljenjskem učenju, da bi se morali pa res vse življenje učiti. Ne? No in potem, ko pridemo do nekih ugotovitev, da ljudje v času po upokojitvi razmišljajo o izobraževanju, o nadgradnji svojih znanj, bom rekel, izobraževanju na področju tega, kar se poprej v času delovne aktivnosti niso mogli aktivno ukvarjati, potem začnejo v bistvu razmišljati, da dejansko tak ni konec nikoli ničesar. Ne? Torej, ne izobraževanja, ves čas se nekako izobražujemo, še manj pa učenja. Ne? Zdaj, to učenje je seveda tisto, ki je izven institucionalno in ne pušča toliko finančnih učinkov na posamezniku ali tudi na društvih, če hočemo, ali na aktivih in drugih oblikah druženj starejših ljudi. Dejansko so v vseživljenjskem učenju tiste vezi, o katerih bi v nadaljevanju še kaj več rekli, torej ki sem izbral tudi v eni od monografij, v kateri sem govoril o medgeneracijskem sodelovanju, da enostavno prenašamo, ne glede na starostno obdobje, svoje znanje, izkušnje, sposobnosti na mlajše rodove. Ali smo lahko pri tem uspešni ali ne, že kar verjetno sami pri sebi ugotavljate, pri lastnih otrocih, pri lastnih vnukih, ki jih imate, ne? Ali v službah, kjer delate z otroki, jaz verjamem, da to tudi od vas dela, torej tudi z mlajšo populacijo. To pomeni, da enostavno je treba na nek način ne začeti prenašati, ampak nadaljevati s tem prenašanjem. Jaz mislim, da saj nikoli v obdobju, vsaj samostojne Slovenije, ne pomnim, da bi govorili o tem, da poprej pa tega ni bilo. Ves čas smo se učili od drugih. Izobraževali so nas drugi, izobraževali smo se sami, učili smo se pa običajno od drugih. Zgleda,
od navodil, od sodelovanja pri nekem procesu dela, ne? In ko se potem sprašujemo, kako pa to medgeneracijsko sodelovanje povezati z vseživljenjskim učenjem, potem na koncu ugotovimo, da je razkorak v letih lahko zelo velika težava, ne? Torej, manjši je razkorak, torej, če je to razkorak med vami, mlajšimi in mano, je to mnogo lažje, ne? Če pa gremo na populacijo srednješolske generacije, osnovnošolske generacije ali pa zgolj najbolj dobrodošle generacije, to so otročki v vrtcu, ne? Potem je pa zgodba, bom rekel, lahko zgodba o uspehu, ne? Torej, ko sem raziskoval vseživljenjsko učenje v domovih za starejše, sem ugotavljal, da sem hitro omenil otroke, so, bom rekel, zrasli starostniki, ne glede na leta. Zadovoljni, takoj so se spominjali, ne vem, dogodkov, srečanj z njimi, celo povedali, točno definirali, kaj so počeli, ne? In to so bili starostniki bolj ali manj vsi tam nekje od 78 pa tjaka do 90 let, ne? Tukaj sem prav z namenom povedal eno obdobje, da se prav ti starostniki, jaz jih imenujem starostniki, imel sem zelo velike težave z novo definicijo, ostalih kolegov sociologov, ki so govorili o starih, starejših, starcih, kaj vem, čem še vse. In se oni zelo dobro spomnijo določenih stvari, če imate starše in stare starše, jaz upam, da še jih imate. Jaz jim žalost več nimam, zato sem rekel, da upam, da še jih imate. So se ti posamezniki, starostnice spominjali v detajle stvari, ki so se dogajale pred 50 leti. Jaz sem rekel, eni gospe, se ne spomnim, kaj sem prejšnji teden počel na določene trenutke, ne? Ja, no to pa so življenjske izkušnje, ne? In potem sem se spomnil svoje pokojne mame, ki je prav tako še zadnji teden pred smrtjo dejansko preračunala sama svojo pokojnino. Rekla, mene ne morajo nikoli okrog prinesti, ne? To pomeni, da gradimo na sebi, ne? Da delamo na sebi, da vztrajamo na tem, da če že bi bilo možno govoriti o pregovoru, da pomagaj si sam in potem pa ti pač nekdo pomagal, ne? Je treba najprej razmišljati o tem, da sam sebi pomaga. Zato sem tiste nagrobnike omenjal tam čisto na začetku, ko se eni bojijo, da kaj bo pa z njimi, ko jih več ne bo, ne? In tudi jaz sem moral preprečevati mamo, ki je bila zelo, bom rekel, razgledana, ne glede na to, da je imela samo kuharski poklic, ne? Da še nikoga niso zunaj pustili, da ni potrebe, nobene skrbi, kaj bo z njo, ko je ne bo, ne? To so starejši ljudje in to je treba tudi lastnim otrokom povedati, ne? Tudi že vnukom je treba povedati, da je starost lahko nekaj prijetnega, nekaj zanimivega, lepega, žalostno tudi, bom rekel, nerodnega, glede na zdravje, ne? In na vse ostale primanjkljaje, ki jih imamo starejši, ko prihajamo v določene obdobje, in na tak način seveda da spodbudimo mlade, da na konec koncev tudi konec življenja ni nobena tragika, ne? Saj smo pa v nekem začaranem krogu, če bi rekli, bom rekel, zelo veselem, ne začaranem, ne? Torej, da hkrati, ko ljudje se rojevajo, na drugi strani ljudje pa žal preminejo in tako pač je v življenju, ne? In je treba otrokom in mlajšim generacijam to na nek način poskušati dopovedati na način, da to nič ni hudega, ne? Da je to sestavni del vsega tega, kar v življenju živimo, ne? In jaz verjamem, da v procesu medgeneracijskega sodelovanja prihaja do zelo velikih težav, ne? Sam sem trenutno še eno nogo že nekje druge, torej tam, ker nekateri ste že vi upokojeni, ne? Drugo nogo pa še delam in z generacijami delam, ki so zelo ne doumejo, bom rekel, pomena vloge življenja na način, ki jim ga starejši poskušamo na nek način podajati. Ne vcepljati, ne zahtevati, ampak na nek način podajati in poskušati, da v bistvu razumejo, ne? Mladi so danes nastrojeni v smislu zgolj pa še tisto, bom rekel, vedno manj razumevanje lastnih staršev, ne? Ki verjamem, da marsikdaj smo in so, ali še vedno to počnejo, opozarjajo na to, da staro in mlado ne sodi skupaj, ne? Čeprav smo Slovenci ena čudna mešanica ljudi, ne? Ki se držimo in staršev, mame za krilo, ne vem,
nočemo od doma, nočemo se osamosvojiti, želimo biti skupaj, ustvarjati medgeneracijsko vzdušje v družini, ne? Predvsem da tega, ker mama kuha, pere, lika in upravlja 6 ostalih poklicov zraven. Ne? Zaradi tega ostajamo, bom rekel, take široke družine, ne? Da se potem tudi še kdo pri ženi, običajno. Ne? In če smo že pred leti govorili, da razširjenih družin praktično več ni, da je bilo to bolj na kmečkem področju, na vaseh in tako dalje, danes zagotavljamo, da so v mestih. Ne? Da kar naredijo, ne vem, iz ene sobo vrata v drugo, si že imajo 2 družini skupaj, ne? Po možnosti, če bi bilo še več prostora, bi verjetno še kakšna teta tekla odkot, pa smo tamkaj, ne? Torej, se mi radi medgeneracijsko družimo, ampak zgolj iz finančnega vidika, ne? Ne zaradi tega, ker bi želeli, ne, ker nam je to všeč, ampak zaradi tega, ker je to koristno, ne? In to je žal treba in svojim otrokom in svojim vnukom na nek način povedati, tudi na primeru vzorcev recimo zahodnih družb, kjer, ko otroci napolnijo nekih, ne vem, čudnih 18 let, ne vem, kdo si jih je zmislil, da so take polnoletni, ker poznamo otroke, ki so pri 45 še vedno nepolnoletni, ne? Da otroke usmerijo v samostojnost, ne? Se izšolajo na račun družbe ali njihovo pomočjo, potem pa se odločijo, da otroci grejo svojo pot. Zato nas ne čudi, ko pridemo na dopust, pa vidimo mlajše, bom rekel, zakonce brez otrok. Ne? Ja, seveda, oni so že odposlali v samostojno življenje, seveda bdijo nad njimi in pomagajo in svetujejo, ampak pod desno streho pa si jih ravno ne želijo več, ne? Zato ker so svoje oddelali. Ne? To pomeni, da tako kruto pri nas nikoli ne bo. Mi smo čisto svojstvena družba, ki imamo občutek, da je treba otroku pomagati, ne, bom rekel, kruto do lastne smrti, torej, dokler ne umrem, da bom pomagal, ampak se žrtvujemo na vse možne načine. Torej se razdajamo, se sami sebi odrekamo, ne, mi bomo šli na dopust v Izolo, v Delfin, kolegica direktorica tam, ugodno 300 evrov za 2,5 penzion, ne, otroci pa grejo v tujino, na morje. Ne, ampak je zmanjkalo. Za 1/3 tujine je zmanjkalo, a imata vidva kaj? Ja, se pri starših se je vedno našlo, ne? Tudi ko ni bilo možnosti, ko so manjše pokojnine ali pa mizerno nizke, ko se šel k staršem, so starši vedno našli, pa so včasih potem celo šalili na ta račun, odkot vam, če nam, ki služimo 3-4krat več, pa ne uspe čisto nič prihraniti, ne? To pomeni, takšna sodelovanja so pristna, zadovoljiva, bom rekel, enostransko z finančne strani za mlajše rodove, bom rekel, potem pa, da otroci ostajajo bom rekel, globokem upanju starih, da bodo pa otroci tisti, kot po zakonu piše, ne, po vnemoglosti staršev morali skrbeti za lastne starše, se vsi izgovarjajo na tam en dodatek v tem členu, ne, ukolikor so starši skrbeli za vas, in potem se pa začne agonija, ne, koliko pa ti zdaj za mene poskrbel, kaj pa ti za mene dal, zdaj bi pa jaz tebi moral vračati, ne, in tako dalje, in tako dalje, ne. Tudi to potem prihaja do trenj, ne, kar je še hujši problem v medgeneracijskem sodelovanju. Torej, ne, da je samo lepo, prijetno, toplo vzdušje, ne, dokler so otroci majhni, bodo stari starši poskrbeli, da ni potrebno plačevati dodatnih varušk in tako dalje, ko pa seveda je potrebna pomoč z druge plati, v obratno smer pa seveda se dogaja ravno nasprotno, ne. Jaz upam, da je takšnih primerov mnogo manj, ne. Tukaj samo za informacijo, kaj se začne dogajati tudi v obdobju starosti, torej prihaja do določenih ovir, s katerimi se soočajo starejši, ne. Jaz se opravičujem, IKT smo danes malo zgrešili, tako da tudi jaz nič ne vidim. Zato bom pa povedal, kaj piše, ne. Torej, se starejši ob pomoči mlajših vseeno srečujejo z mnogimi ovirami, ne. Ne vem, treba je starejše, stare nekam peljati, ne. To pomeni, da je pomembna mobilnost. Zdaj, če so mlajše generacije tega sposobne, voljne, željne in zmožne glede na službo in skrb za lastno družino in tako dalje, potem je to vse izvedljivo, ne.
da prihaja do, bom rekel, bolezenskih stanj starejših, ki so danes vedno bolj pogoste, da kar postavim samo eno, dementnost recimo je zelo prisotna, to pomeni, da so starejši, stari, dokaj obnemogli in ne morejo in ne zmorejo poskrbeti zase, kar je seveda lahko v družbi iz zdravstvenega, finančnega vidika zelo zahteven proces. Ne? Zdaj, ali se da takih primerih pomagati? Se da, ne? Saj poznate nešteto navodil, kako zmanjševati ali pa celo preprečevati neka bolezenska stanja. Ne? Torej, vitalno življenje, zdravo življenje, manj stresno življenje, manj delovno življenje, šala, ne? Ko nekoga pokličeš, ki je upokojen, ga nikoli ne dobiš, ne? On je vedno zaseden, ali pri sosedu ploščice polaga, ne? Ali, ne vem, mama oziroma babica pazi vnuke, ne? Potem je, ne vem, na odbojkarski tekmi večerke gledajo, potem igrajo tarok in jih ni jih, ko jih potrebuješ. Šala, ne? Torej, enostavno so polno aktivni. To pomeni, da je s tem možnost preprečevati neke izvore bolezenskih stanj, pri kateri se kot ovire pojavljajo pri starejših ljudeh. Slabovidnost, naglušnost, ne? Kot sem rekel, demenca, potem razna druga bolenja, katera sama po sebi že z leti prihajajo vsakemu človeku kot posamezniku in seveda kup stvari se potem lahko hkrati naenkrat nabere, če nismo o tem razmišljali prej. Ne? Se tudi otrok pri 15 ne bo razumel, kaj pomeni skrb za starejše, če mu tega nismo povedali že takrat, ko smo ga ujčkali. Ne? Že takrat mu moramo povedati, da bo on enkrat toliko star in takrat bo pač nekdo od starih toliko star. Ne? In da se potem to ne gre v nekih šalah, ko bi jih lahko na ta račun zdaj tukaj izgovarjali, obravnavati problematike odnosov med mladimi in starimi. Ne samo dobrih torej stvari, temveč tudi problematike. Na to je potrebno opozarjati. Zato sem bil prej vesel pogovora z vašo predsednico tega podjetja, direktorico, se pravičujem, kako je potrebno v vzgojne ustanove na nek način dati support. Ne? Kot sem rekel, v vrtcih ni problem. Ne? Ko pride starostnik toliko plus, enkrat na obisk pa pokaže tem mlajšim otročkom, ne dojenčkom še ne, ampak otročkom tam neki starostni skupini med 3 in 5, kako se plete košara, so oni vsi navdušeni, ker sploh ne vejo, da je košara nastala iz tistega, kar jim raste doma ob hiši. Ne? Problem je potem, ko ti otroci odraščajo in jim nismo ves čas suporta dali v tem smislu. Ne? Mama ne speče potice, ker nima časa, ne? Pa potem povabijo eno od babic, da pride pokazati, kako se pečejo krofi v vrtec in so otroci vsi navdušeni, mi pa vedno jemo samo one, vse poznamo katere. Ne? In na tak način seveda nismo ravno vzgojno delovali. Torej, pri vsem tem vseživljenjskem učenju je treba pomemben poudarek temu dati, da so otroci, če so to vnuki ali lastni otroci, s starimi skupaj, ko se dela. Ne? Zdaj, če bi me vprašali, koliko danes osnovnošolskih otrok v zadnji triadi zna kositi travo s koso, bi verjetno bili procenti tako nizki, da bi sami sebe sramotili. Ne? Ali pa še kaj drugega. Ne? Po drugi strani je pa seveda zanimivo, da ko kupite nov telefon, dejansko ga imate doma, pa zdaj ne veste, kaj bi si z njim začeli. Ne? Se sploh ne veste, tukaj nekih gumbov, kje boste to prižgali, kaj boste, da, ko je pa treba še kaj drugega, ko je pa že prižgal narediti, ne, pa je zgodba, ki jo pa tisti tam od 7., 6. razreda naprej v osnovni šoli obvladajo 150%. Oni bi lahko imeli doma SP, da učijo stare, kako ne ravnajo z tehnologijo. Pa ni to sam telefon. Ne. Veliko starostnikov v 3. življenjskem obdobju je ekspertov na računalnikih, veliko jih je na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu, mislim, da ne počnejo vsega, da sploh ne moramo razumeti, kaj se vse dogaja, ker so enkrat ugotovili, kaj računalnik je. Ne? Oni so imeli občutek, da je računalnik samo, da pač nekaj napišeš, ne? Drugega pa skoraj da ni uporabno, ko se enkrat star. Ne? Zdaj ugotovijo, da pisati sploh ni več potrebno, ne? Važno je, da to vse vidiš, slišiš, kakšno besedo dve dodaš in si že glavna zvezda v neki ulici, na vasi, kaj vem kje, ne? Še kako slikco zraven daš, kako učkaš muco in si že
že naredil, bom rekel, profil taki, da vsi všečkajo gor pa dol pa sem pa tja. Ne? Ampak pride pa do tih poti počasneje, kot pa seveda bi pričakovali. Jaz sem vesel, da na tak način potem vključujemo mlade zraven, pa poskušamo to izvajati. Jaz poznam primere, recimo srednjih šol, elektrošol v Mariboru, ki imajo za starejše učne delavnice IKT-ja. In hkrati, to niso samo delavnice ti meni, ne? Ampak hkrati, ko to izvajajo, da starejši pa nazaj njim povejo, kaj pa oni počnejo. Ne? In je potem to pravo medgeneracijsko druženje. To ni samo tisto po strokovni plati, ampak tudi predvsem v smislu, da sva skupaj pa da se pogovarjava, kaj pa manjka staremu človeku v 4. življenjskem obdobju, da ga nekdo posluša. Mama, ne mi govoriti, ker sem že 1200 krat slišala. Ne? Ja, vem, ne? Ampak jaz vedno pravim, hvala Bogu, da še imate koga poslušati. Ne? Te potem, ko ni več možnosti, takrat bi pa ure namenili temu, da bi se pogovarjali s kom. Ne? Pa čeprav smo že vse vedeli. Ne? In zato je potrebno razmišljati v tej smeri, da stari ne ostanejo sami. Ne? Težava je pri odločanju o tem, kaj zdaj narediti, kako bom rekel, nekaj o tem sem že govoril, ne? Kako to preiti, da smo stari pa mladi skupaj. Ne? Na kak način? Ne? Jaz bi rekel, da se veliko krat zgodi, da so stari in mladi s podobnimi težavami. Ne? Torej, da nimajo samo stari težave, da imajo majhno pokojnino, so mladi s težavami, da tega sploh nimajo. Ne? In potem se zgodi, da seveda, če nimajo, oni imajo pa malo, potem vnuki z rade volje prihajajo k starim staršem na obiske, ker se vedno v nekem žepu nekaj potem najde, ko gre domov. Ne? Še tudi otroci smo taki bili, se spomnite, vi zdaj, ko ste še mlajši, še toliko bolj rosno kot jaz, da ko smo šli domov, je avto na eni strani kar visel tam prtljažniku. Ne? To pomeni, da smo tudi radi šli domov, rekovaj, radi. Ne? Radi, ja, seveda smo se vračali domov. Ne? In na tak način torej, smo si pomagali, ne? In nismo hkrati tudi ne pozabljali, da bo treba dati to pomoč tudi kdaj verjetno komu vrniti. Ne samo finančno, bolj to po čustveni plati, v smislu emocionalnosti, čustvene inteligence, ne? Da v bistvu se znaš pogovarjati, da potrpiš, da razumeš, da čustvuješ, ker vemo, da ljudje v različnih obdobjih življenja različno jemljemo to življenje, ki ga živimo. Ne? Ko smo mlajši, nam je čisto vseeno, ko smo tam na sredini, se že malo vprašamo, vojna v Afganistanu, to je daleč. Ne? Prečerajšnjem se pač nismo vprašali vojna v Ukrajini, ker pa to ni bilo več tako daleč in smo vsi naenkrat postali prestrašeni od najmlajših do najstarejših. Tudi najmlajši govorijo, ne v vrtcih, ampak v osnovni šoli, že govorijo o tem, kako je hudo, kako bi lahko bilo hudo, oziroma to, kar sem prej govoril, da govorimo o preteklosti. Ne? Zdaj pa poslušajo, ko rečejo stari starši, ki so, ne vem, živeli v 50 letih, ne? Kako je bilo pa takrat hudo, da ni bilo tega, pa onga, pa tretjega, in da se bi lahko zgodilo, da nas pa tudi kaj takega čaka v bližnji prihodnosti, čeprav globoko upamo, verjetno vsi, da nikoli. Ne? Tako da, taka medsebojna pomoč je seveda v vsakem primeru nujno potrebna in nujno dobrodošla. Zdaj, kak te stare ljudi, te starostnike pripraviti, da bodo aktivno delali, ne? Da bodo sodelovali, da se bodo družili in tako naprej. Jaz sem tu nekaj navedel, nekaj opcij te programov za oskrbe, za pomoči. Ni to dovolj, da tu samo po politični plati lokalna skupnost tista, ki, bom rekel, vleče voz tega dela starejšimi. Ne? Zato imate to podjetje, imate ljudsko univerzo, ne? Imate domove za starejše tudi v vaših koncih in na nek način poskušate treba temu dati vedno večji poudarek. Ne? Zdaj, če danes vemo, da je nekje v Sloveniji potreb po domovih za starejše, torej potreb starostnikov preko 12 000, to pomeni, da smo krepko zaostanko in da tudi ne vem, kdo lahko pride na oblast, tega ne bo nikoli uspel narediti v času potreb, ki jih imajo starostniki danes. Ne?
In zato je treba razmišljati, da tudi, če je smotrno, razumno in so spoštljivi odnosi, da mlajše in starejše generacije ostanejo skupaj. Niso vsi starostniki pripravljeni oditi od doma, ne? Tako kot vsi mlajši, torej niso pripravljeni pustiti, da grejo starostniki od doma. Ne? Zdaj starejši, ki so razumni, ki so finančno, bom rekel, bolj podkrepljeni, na nek način imajo to možnost, da lahko o tem tudi odločajo, si izbirajo, celo grejo z enega konca na drugega v Sloveniji in živijo svoje življenje v obdobju, za katerega so si seveda zagotovo v svojem času delovne aktivnosti to pošteno zaslužili. Ne? Problem je pri tistih generacijah in teh je danes 400 in 1000 in nekaj, ki pa nimajo niti za osnovno preživetje, ne? Kaj pa tam kaj narediti, ne? Kdo pa naj tam pomaga, ne? Na kakšen način se naj tam lotimo kot družba te pomoči. Ne? Prihaja do kriznih trenutkov, torej, ko se stari odločijo oddati hiše in zemljišča tudi lokalni skupnosti v upravljanje za meno, da recimo v tem primeru občina poskrbi za dostojno starost posameznika in tako dalje. Ne? Nimajo vsi možnost varovanih stanovanj, nimajo vsi možnost enosobnih stanovanj v domovih starejše. Ne? Zagotovo bi si pa, glede na življenje, ki so ga dali skozi, zaslužili. Vsak star človek si zasluži dostojno življenje. Tako kot si vsak človek zasluži dostojno plačilo za delo, pa ga ne dobiva, tako si vsak star človek zasluži dostojno življenje. Ne? Zdaj, eni stari so za dostojno življenje zadovoljni s tem, da imajo minimum, pa so že zadovoljni. Ko pa grejo pod minimum, se pa zgodba seveda začne spreminjati v te krizne situacije, ki jih imamo, da morajo humanitarne organizacije pomagati, ne? Da morajo pomagati prostovoljci, tudi to verjetno poznate, da ogromno mladih študentov, dijakov v času zimskega obdobja pomaga starejšim, vsaj v Mariboru je tako, da jim čistijo, da jim hodijo v trgovine in tako dalje. To pomeni, da en tako pristno življenje in pristni odnos, jaz mislim, da v družbi bi bili tudi v prihodnje zelo dobrodošli, kar pomeni, da ne da jih ni, sigurno, da so zelo dobrodošli še v večji meri, še več spoštovanja starejših, ne? Še več razumevanja njihovih stanj, ne? Kaj ti zgodi se, da bi morali mi starejši vedno razumeti samo mlajše, ne? Ko pa pridemo do obratne situacije, pa bi pa zelo težko razumeli. Ne? Tako da, zdaj sem mogoče delal relacije mladi, stari, kar se tiče družinskih razmerij, ne? Nič pa ni to drugače v odnosu razumevanja stari, kar se tiče zgodb. Sam sem napisal pred leti en mladinski roman, dal sem mu naslov Dom kot drugi dom, dal sem mu naslov, ja, pravilno sem rekel, ker je bilo v preteklosti, pa še vedno je aktualno. Govoril sem o mladostnikih v dijaškem domu v odnosu do starih v društvu upokojencev. Tako zgodno spleto tega medgeneracijskega povezovanja pa vse življenjskega učenja, jaz sem seveda malo skarikiral prav z namenom, da bi spodbudil mlade, ne, ker je bil mladinski roman, ne, da bi spodbudil, da bi dejansko v bistvu razumeli, kako je vredo, da se družijo. Ne. Pa ni vsebina dosegla svojega namena. Ne pri mladih, seveda stari pa tako niso posegli po knjigi, ker je bil mladinski roman. Mi beremo tisto, kar je za koga, ne beremo otroških knjig, čeprav bi jih morali brati otroške knjige. Vse jih berete svojim otrokom. Slikanice. To pomeni, da se iz vsebin ogromno naučimo. Ne? Je pa res, da beseda je eno, ne? Realnost je pa drugo. Povezati obe generacije, povezati 3 generacije, torej mlajšo, srednjo in starejšo in ful staro, ne, je pa projekt, ki verjetno bo tudi za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tudi v naslednjem obdobju zelo velika nerešljiva uganka. Ne, tako, ko bodo težava starih, ki ne morejo preživeti sami sebe, ne, tako, ko bo do problem nastelitve v domove za starejše, ne. Če tudi so javno-zasebno partnerstvo, mi imamo torej inštitucijo, ker delam nasproti novo ustanovljenega doma za starejše, ker je več zaposlenih kot starostnikov.
ker starostniki ne morejo noter priti glede na finančno stanje. Ja. Naši starostniki odhajajo vse v Prekmurju, ker sem jaz doma, na Hrvaško. 30-40% ceneje. Z istimi pogoji bivanja, lahko še boljšimi, glede na to, da imajo tudi nove domove za starejše. Medtem ko pri nas v nove domove za starejše pride samo višji sloj slovenskih prebivalcev. Vesel bom, če bomo še malo poklepetali v nadaljevanju, če še imate kako vprašanje, če vas še kaj zanima, če vi kak predlog podate, jaz vedno, ko grem nekam ven, se od teh, s katerimi sem, zelo veliko naučim. In potem mi kar poraja se kakšna ideja, da še kako novo stvar napiše. No, tale ena od teh je bila, jaz bom vseeno prosil, edini izvod mi je ostal, pa še ta je raztrgan, torej nimam knjige. To je tale ena monografija, ko sem raziskoval medgeneracijsko sodelovanje, tale je pa, ko sem raziskoval vseživljenjsko učenje. In moram reči, da ko sem začel s to tematiko, začel sem čisto v nekem drugem sklopu sociologije, ko sem začel s to pozornostjo z enim ojem preveč, sem, moja napaka, ne vaša, vaša je čisto v redu, jaz sem naredil napako, sem seveda ugotovil, da sem začel prepozno, jaz sem začel se ukvarjati z religijo, pa sem ugotovil, da če nimam nič z njo, tudi ne morem nič ustvariti dobrega, potem sem začel z zakonsko zvezo in sem gotovo, da se mogoče, če bi prej začel kaj ohranil, pa sem potem porušil. Tako da na koncu se je ugotovilo, da sem prišel do enih drugih, bom rekel, življenjsko pomembnih akterjev v družbi, brez katerih ne gre, in sem zelo vesel, da raziskujem danes stare na eni strani in na drugi strani pripravljam eno raziskavo in globoko ugotavljanje, kaj pa je z mladimi, ki pa imajo težave s čustvenimi vedenjskimi motnjami. Teh je tako veliko, da če vam bi dan začel še o tem govoriti, potem boste rekli, dobro, to pa naredimo za neke 3 sklope predavanj, kaj se vse dogaja v družbi, za katerega stanje vi sploh ne poznate. In bi morali poznati pa vsi. Vsa družba bi morala vedeti, da imamo osnovnošolske otroke, vrtčke otroke, da imamo srednje šolce, da imamo študente, o tem ves čas govorimo o vzgoji in izobraževanju. Ne govorimo pa o otrocih s posebnimi potrebami. Otroci, ki so zavrženi, ker starši ne skrbijo zanje, ker jih ne marajo, ker jih ne pridejo nikoli pogledati, pa živijo ti starši. In potem poslušamo, kaj zdaj narediti v takih primerih, v primerih recimo tujine in možnosti prekinitve nosečnosti in tako dalje. Se pri nas bi zgodba morala biti podobna. To pomeni, da so težave povsod, v vsakem sklopu družbe so težave. Ker sem rekel, da sem se ukvarjal z religijo, s cerkvijo pri nas, grozne države ima cerkev. Cerkev nišče več noče hoditi. Ko so začeli razmišljati o tem, da bi dali davek na cerkev, pa še manj. V Nemčiji je bilo naenkrat 35% manj vernih. Niso manj verni, oni so še bolj verni. Ampak nočejo pa plačati vernosti. To je to. Mi tudi imamo socialno državo, ki da ogromno denarja za mlade, za katere skrbimo starejši. Ampak koncept nastanjanja teh je pa zgodba zase. Ampak nišče nikjer za nič ne odgovarja. Družba mora vedno najti samo sredstva, da otroci lahko v teh inštitucijah živijo tako dolgo, dokler niso polnoletni, eni še dlje, do 26. leta živijo v strokovnih centrih, mladi lahko. In na tak način seveda se izogibamo odgovornosti, kajti mi pa nikoli nimamo, vsaj doslej ni nišče naredil nobene analize, kaj je z mladimi po 26. letu, ko odidejo od nas, iz te naše institucije. Mi tudi nimamo nekih rezultatov, kaj je z mladimi, ki so 5 let v službi. Nobenih analiz ni nikjer narejenih. Nobenih ugotovitev nimamo, ali smo bili uspešni pri izobraževanju. Mi samo ugotavljamo, da smo podaljšali možnost upokojevanja za nedoločen čas. Ko sem rekel, da grem v pokoj.
Jaz ne grem v pokoj. Jaz lahko delam do 90. leta. Jaz bi lahko tukaj zdaj sklonel na ne vem kakih pripomočkih, pa bi še vedno lahko delal. Ker te nišče ne prisili več, da greš kam. In je to po eni strani tudi prav. Pa kaj pa z onimi, ki prihajajo zadaj? 25.000 prostih delovnih mest imamo danes. Ko se peljete po Sloveniji, ko gradijo kaj, ko obnavljajo ceste, ne boste slišali ene slovenske besede. Mi nočemo delati. Mi gremo za polovico večji osebni dohodek preko, vi to še bolj poznate, ker ste še bližje kot mi, pa tudi mi smo zelo relativno blizu, ne? Pri nas pa ne. Pri nas pa ne delajo mladi. Pri nas pa bodo delali stari do 70. leta, oni stari na fakultetah, zdaj bom pa vlastno skleno malo pljuno, ne? Pa sploh nočejo končati z delom. Ne? Ker imajo redni profesori normativ dela na teden 4 ure. Ostalo je pa raziskovalno delo. Potem pa pogledaš njihove reference, pa ugotoviš, da so zadnjo raziskovalno delo opravili pri 45 letih. Tukaj sam za istočnico, pa ne bomo govorili o izobraževanju, ker mi je kar hudo. Tako, če imamo kako vprašanje, mislim, ne vprašanje, če imate kako idejo, da jo skupaj razčistimo, jaz ne mislim na vprašanje odgovarjati, ne? Jaz sem bil, samo ko sem učil v razredu, tisti, ki sem rad spraševal, drugačen pa bolj zanima, kaj vi menite. Ne? Ste zadovoljni? Bom rekel tule v prvi vrsti, ko ste starejši. Ste zadovoljni, da ste stari? Poglejte, jaz sem star po 70 let. Pa moram reči, da toliko ko zdaj delam, še nisem sploh rekel. Pa ne zato, da bi fizično delo. Pa še take funkcije se vložiš do sebe, ko pol, če enkrat prevzameš, jaz pa tak človek, če jo prevzamem, jo bom naredil. Je pa ena druga zadeva, bi se rekel, povedal, jaz sem en vodja te, oziroma koordinator tega skupine po društvu pokojcev delovnih starejši za starejše. To je tak program, ki se pravi starejši za starejše, žal, in pa bom reči mlajši za starejše. Ali pa obratno, kakrikoli. Ker starejši, vsi tisti, ko smo prostovoljci, tule kolega Zvonc izval mene, pa tudi on je vpleten v to, imamo te probleme, da tisti ljudi, ko bi rabili, da bi nam pomagali, jih ni. Zakaj jih ni? Zato, ker prvič vpraša, koliko bomo zaslužil. Ne, ni. To je prostovoljsko delo. Res svoj prosti čas, tudi svoje sredstva daje za to, tak je. To se nam poteka, zdaj bočne avtobuzan, preko Zveze društvo pokojcev Slovenije, ona je pokojitelj tega, res za nekaj minimalna sredstva prihajajo za tisto delo. Ampak to je tek, da moraš reči, da boš poplačal nekaj ljudi, ne nobene ure, ne nič, pa se pa tega znajka bo naredil mogoče enih let, ali pa neko srečanje, da se na tak način ti se par evročkov pokurilo. Druga zadeva, kar ima pa po drugi strani, je pa tole, no, sicer izobraževanje, tole pride se ravno mest, so radna predavanja, so take zadeve, ampak žal je to tisto, vsak reče, kaj pa v izhodu. Noben se ne zaveda, če rečem, to je sistem dela tak, da so posebni anketni listi, tudi pri prvem obisku se ta anketni listi spomni. In ko prideš do vprašanja, ali se še izobražuješ, vsak ti reče v nome ne. Noben pa se ne zaveda tega, da tisti ne je davč zgrešen. Zato, ker jaz trdim, da vsako prever eno revijo, en članek, ali nekaj dolgo zadevo, tudi to je izobraževanje. Ko pogledaš na televizijo, en dober film je izobraževanje. Se pravi, da tisti odgovori ne držijo. To je za vse polečeno pa napačno odgovor. In ko delaš anketo, potem vidiš do neumnega naroda, do neumne populacije, kjer se noben ne izobražuje, noben nič ni naredil na tem. Mogoče je napaka, ker napačno vprašamo, ne? Zato dobimo napačen odgovor, ne? Če ne bi vprašali, ali se izobražujemo, če bi vprašali, ali se učimo, bi pa zgodba bila čisto drugačna, ne? Pa pa vsi rekli, da se učimo ves čas, ne? Kaj jaz naredim? Ko pride do tega vprašanja, ki pač te zadeve imam, jaz ga prvo vprašam, pa prebereš nekaj, kako revijo. Ja, jo preberem, pa zakaj preberem? Tukaj me zanima. Se pravi, če te zanima, si se izobraževal zraven. Koliko si se naučil, to je pa druga zadeva potem. Oziroma, ti za formalnega znanja ste ne dobili. Kup je takih zadev, ko bi bilo treba, isto je tudi društvo Bižiške doline, kjer sem rekel,
ogromno dajemo na izobraževanje, predavanje, še, kaj se dogaja. Na predavanja pride tisti ljudje, ko so aktivni v skupinah za rehabilitacijsko vadbo, pa takrat vsi tisti, čemu ga namenja, te širši populacije, vsem občanom. Ne samo občine Prevalje, Ravne, Mežica, Dravograda, v celi Sloveniji se to dogaja, tistih ljudi pa na nobeno predavanje ni. Ampak to so res kvalitetna strokovna predavanja. Sej, običajno je tako, da predavanja, tole danes, ko sem prišel malo prej, sem imel občutek, da ne bo ravno vse izteklo. Zato sem toliko vesel, da vas je toliko. Niso predavanja več tisto, kar pritegne. Bolj so bile včasih, se spomnite, zanimive krvodajalske akcije, ki tudi danes niso več to, kar so bile. Zakaj? Ker je vsak dobil? Vidite, če bi vi pripravili predavanje v vašem podjetju, pa rekli, da bodo vsi pogoščene, pa dobi še vsakako knjigo zraven, pa mislim, gledajte, jaz sem čutil, da 3 take dvorane imate premalo, Predvsem, če povabite te ljudi, ki jih zanimajo tudi še kakšne druge vrednote, ne zgolj izobraževanje pa učenje, Tako da poskušati pa seveda tega pripraviti čim več, na način, da je to, bom rekel, medgeneracijska solidarnost, torej, da povabite nekoga, ki pride, pa da ni, da prije sem, pa se zadrži za žep, kaj ne ve, če bo koliko bo zaslužil, preden bo čel. To pomeni, da morate na tak način sodelovati in jaz mislim, da tudi to je pot do uspeha, da ljudi pritegneš in da seveda, da so tematike take, da slušatelje zanima, da se najdejo, da iščejo odgovor pri sebi, potem, če že ne vprašajo in tako dalje. Ja, izvolite. Hvala. Jaz sem vodja medgeneracijskega centra in vodja doma starostnikov. Hvala za simpatično predavanje. Jaz moram reči, da ne vidim tako kritično cele situacije, ker imam namreč, ker je na Koroškem ogromno programov, storitev in tudi medgeneracijski center, ki deluje 8 let, beleži 14,000 obiskov na leto, kar je ogromno. Mi se ne ukvarjamo s tem, ali bomo imeli zasedeno ali ne, mi se ukvarjamo, ali bomo imeli dovolj prostora ali ne. Pa so obiskovalci mladi, starejši, odvisno je od tega, kar ste rekel zdaj nazad, a je dovolj aktualna tema. Tudi da to je glede medgeneracijskega povezovanja in moram reči, da če rečem lahko rečem pravzaprav za Koroško, ker medgeneracijski center deluje v Črni, v Mežici, v Kotlah, tudi nekaj v Prevaljah, v nekih programih. In če pa govorim za Ravne ponuja toliko, ali pa bom rekel vsaj polovico tega, kar ste vi kot kritično izpostavili. Torej, izziv je sigurno, so starejši nad 80 let. Nad 80, demenca, nedostopnost storitev, dolgotrajna oskrba, ki se pripravlja že 14 let in pa revščina pri starih. To so verjetno neki izzivi taki. In občina Ravne odgovarja pravzaprav na vseh področjih, od prevozov do denarnih pomoči, medgeneracijski center, torej tudi seniorji. Bi lahko verjetno govorili še dolgo, ker ste izpostavili, kaj delajo recimo v Mariboru, na Ravnah ali pa v medgeneracijskem centru smo inovatorji za področje, ali pa bom rekla, za vključevanje prostovoljcev na način, da poskrbijo za sebe na dolgi rok. To je kreditni sistem točk, ki ga kopirajo v celi Sloveniji. Pa še bi lahko naštevali. Razdeljevanje hrane, ki je Lionsov projekt sicer, ampak razdelimo hrane, 20 ton hrane na leto, za te, ki pač, za katere govorimo, da izpostavljamo revščino. In pa še recimo nekaj druge stvari. Teda občina Ravne je dejansko to, kar je uvodoma sporočil župan, to je starosti prijazna občina in se razvijajo res programi na podlagi potreb. Še ena zadeva, torej medgeneracijski center je tudi uvodno pilotni projekt dolgotrajne oskrbe, katerega smo izvajali v 8 občinah Koroškem. Mi smo pravzaprav že pripravljeni, poznamo potrebe na Koroškem in ko se bo zgodil zakon o dolgotrajni oskrbi, lahko odgovori
Ampak to je pa to, kar ste vi na koncu rekli. Žal smo odvisni od denarja. In od razpisov, projektov. Medgeneracijski se vključuje finančno, deluje še naprej, brez sredstev. Ni bo razpisa. Imamo pa 360 članov in mnogo ponudbe, bi rekla. Pa na iste in naredimo. Seveda smo trenutno na breme občinskega proračuna, verjetno pač ne bo razpisov, bomo pa verjetno vedno manj delali. In to je pa ravno to, kar ste vi večkrat omenili, mladi pa lahko. Ampak ne gre vse na prostovoljstvo, gre na koordinaciji, ki je pa zelo zahtevna. Jaz sem zelo vesel, da sem dobil informacije iz prve roke, jaz sploh nisem dvomil o aktivnostih v vašem okolju. Jaz sem se bolj opiral na iztočnico tega, da boste lahko vi kritični ali pa kritično ocenjevali to, kar pa moram reči, da pri nas v nekem drugem okolju pa ni tako izrazito prisotno. Ne bom rekel, da ni. Tudi pri nas imamo medgeneracijski center, recimo v Murski Soboti in tako naprej, ampak so aktivnosti drugače, bom rekel, umeščene v ta prostor. Zdaj, nekih novih podatkov o tem, kako mladi kot prostovoljci delujejo, nimam. Nisem se niti, bom rekel, potrudil, da bi jih poizvedoval, ali imajo prostovoljce, ki so pripravljeni delati na dolgi rok zastonj, kar ste prej rekli, ne, nobeden ni pripravljen delati na dolgi rok zastonj. Vsakdo se potem nekje vidi, da če dobi 5 evrov ali pa 5 evrov pa pol na uro plačano, da bi vsaj nekaj dobil, če že gre v, bom rekel, sodelovanje. Samo eno dopolnitev. Ta kreditni sistem je bolj mišljen, recimo, za ljudi, ki odhajajo v penzijo. Ja, razumem. Delaš še naprej, učitelj angleščine, učiš še naprej. Tako. Takrat, ko bo odvisno od pomoči, nisem imel. Tudi domovi za starejše, če ste vodite dom za starejše, potem poznate zgodbe. Jaz sem vesel, da je pri vas tako. Jaz sem prepričan, da še kakšen dom za starejše potrebujete glede na število populacije. Da dolgotrajna oskrba je sam trenutno še beseda na papirju, da se še sam govori o tem. Zakon, vprašanje, ali bomo zdaj k kratkem tudi to dobili, ker se pač zgodba zaključuje in se začenja neka nova. Zelo polna usta pa so imeli starih, vsi, se spomnite, Zdaj ste tudi vi spremljali celotno zgodbo, vsi so bili za stare, treba pomagati, narediti, graditi in ne vem kaj, Ko pa je treba začeti s tem tudi v praksi, potem pa ugotavljamo, da seveda se zalomi marsikje, ne bomo kar naštevali o vsem, čem se zalomi. Jaz sem prepričan, da dobro delate, jaz sem vesel, da dobro delate, da je to... Tam pa se gradi naš novi. No, poglejte. To pomeni, da imate v mislih, da bomo vsi enkrat starejši in da družba kot celota, torej v tem primeru, bom rekel, ožje, lokalna skupnost čuti starejšimi in s potrebami starejših je pa ta zgodba še toliko bolj prijetna. Torej, da vejo, da smo tukaj. To bi morala družba se zavedati. Še kakšno vaše razmišljanje je zelo v redu, sem zelo vesel, da podate svoje mnenje tudi vi. Če ne, jaz sem zelo vesel, da sem bil del vašega začetka tedna vseživljenjskega učenja. Bom spremljal po novem aktivnosti vaših inštitucij, tako civilnih kot državnih, da bom videl, ali uspevate tudi na tem področju, torej, da boste še kaj pridobili, ne samo dajali, ker ponovadi tem, ko dajemo, pričakujemo tudi, da kaj dobimo, in da bo seveda zadovoljstvo med prebivalci Koroške zaradi vas, ki izvajate tovrstne projekte in usklajujete delo mladih in starih, še toliko bolj, bom rekel, koristno za družbo kot celoto v prihodnje. Hvala lepa. Hvala, gospod Macuk. Hvala. Jaz bom vsejno vesel, če boste knjige povedali. Da bi radi. Če bom pa našel kak vzorec več, potem pa podjetje Smeri prejme, pa bo razdelilo v okolje. V redu, ja. Je, so knjige na